Preko se od to tijelo je zapustil nam spomin, svoje je telo izročil, hrano nam sam Božji sin. Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje, čast in hvalo Jezusu našemu zveličaju. Seveda si apostoli niso mogli predstavljati, kaj ta preprosti obred, nad njim so bili zelo presenečeni, potem, ko so obhajali judovsko Pasko, pa nenadoma še ta, kakor so mislili, dodatni obred. Zelo preprost. So bili presenečeni, zlasti ob Jezusovih besedah, kaj to pomeni. Zdaleč se niso zavedali pomena teh Jezusov besed, ki so hkrati tudi dejanje svete Evharistije, dejanje daritve in podaritve. In to nepreklicne podaritve Očetu in nam vsem v svetem duhu. Sveta Evharistija. Vemo, da kmalu zatem, ko so odpeli pesem, je Jezus rekel, vstanite, pojdimo. In so šli kam? Šli so na veliko presenečenje in šok apostolov v Getsemani. Sicer so velikokrat tja šli, ampak tokrat je bilo drugače, ker so videli na Jezusovem obrazu, da se bo nekaj silno velikega zgodilo in tudi ta resnost njegovega obraza je to odražala. Jezus odhaja, kakor vemo, v trpljenje. To, kar mi povzemamo v preprostih sklikih pri rožnem vencu, ki je za nas krvavi podpotil, pa potem seveda, ki je bil obsojen, ki je za nas bičan bil, trnjen kronan bil, ki je za nas težki križ nesel, ki je za nas križan bil. In dodajmo, ki je za nas od mrtvih vstal, kar je v častitljivem delu rožnega venca. Vse to je Evharistija. Jezus je dal, kakor je sveta Faustina Kowalska lepo zapisala v svojem dnevniku, prav razsvetljena v svetem duhu, je že preden je podaril, preden je šel v trpljenje, podaril vso svojo ljubezen v sveti Evharistiji. Dal je zapoved ljubezni, ponižal se in je pokazal, kako bo, pa ne le z vodo, ampak z svojo ljubeznijo in svojim trpljenjem nam vsem umil duše in nas odrešil, gledajte, in potem kako je samega sebe dejansko podaril v skrivnosti svete Evharistije. To je ljubezen. Jezus je pri zadnji večerji dal vse, kar je imel. Vso neskončno ljubezen svojega Božjega in človeškega srca je Jezus podaril tisti večer. Preden je šel v trpljenje. Zanimivo, da Jezus ni postavil svete Evharistije potem, ko je izvršil delo odraščenja, ampak že prej. Tako da bi, če ne takrat, pa pozneje učenci, pa tudi mi vsi razumeli, da je Jezus šel zavestno v to dramo trpljenja in da je vse, kar je prestal, vse bolečine, ponižanja, prelitje krvi, vse rane in končno smrt, da je vse ena sama ljubezen, ki je potem zmagala v njegovem vstajenju. Ljubezen je ključna za umevanje svete Evharistije. To je zakrament ljubezni, ki se daruje in hoče biti naša hrana. Torej, to je potem daritev svete maše. Daritev svete maše vključuje in to, kar se je zgodilo v dvorani zadnje večerje, pa potem vse, kar mi izrazimo s klikom, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Celotno daritev, kar se je dogajalo potem od Getsemanja naprej, pa do Gospodove smrti na križu,
in njegovega vstajenja. Vse to je skrivnost svete Evharistije. Sedaj razumemo, zakaj je Evharistija osrednja skrivnost naše vere, skrivnost našega odrešenja. Vzemi kristjanu Evharistijo, vse si mu vzel. No, če se sedaj še kratko ozremo, pa seveda to spada k bistvu svete Evharistije, je potem Evharistija ni samo daritev, kakor smo o tem razmišljali pri sveti maši, ampak je tudi podaritev nam v hrano, da bi mogli, kakor je Jezus rekel v govoru v Kafarnaumu, iz tega tudi živeti. Takole je dejal, ko so se čudili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel, bilo to v Kafarnaumu v shodnici, resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakoršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor je, ta kruh bo živel vekomaj. To je povedal Jezus v shodnici Kafarnaumu. To je ne bilo nekaj nezaslišanega, da nekdo trdi, da bo dal svoje telo, svoje meso in kri jesti in piti. Kako je to mogoče? Zlasti za Jude je to bil škandal. Uživati meso človeka oziroma piti njegovo kri. To je škandal, to je pohujšanje. In vsi so bili v šoku. Torej prvič, da bo to storil, te besede, in drugič, kako je to možno. A ne? In vendar, po logiki ljubezni je to možno, seveda Božje ljubezni. Samo Bog je zmožen tega dejanja podaritve človeku. Glede. In zato je Jezus s temi besedami, da bo dal samega sebe nam v jed in pijačo, ne le apostolom učencem takrat v Kafarnaumu, ampak vsem učencem, in da je to bistveno za naše notranje preživetje, da smo res ljudje, da moramo živeti v Božji ljubezni. Vse to, te Jezusove besede, ko ni rekel, saj jaz samo tako rečem, da je to kakor moje telo, ta kruh, pa kakor moja kri. Rekel, to je tako. Od tega ni odstopil. In to so tudi razumeli, da Jezus misli resno, da bo res dal svoje telo, svoje meso dobesedno nam v jed in svojo kri nam v pijačo. Glejte, to je spravilo te poslušalce v Kafarnaumu v duhovni šok. In piše, mnogi so odhajali. Velika večina je odšla in Jezus ni rekel, pa kam greste, pa nisem mislil čisto tako dobesedno, pa malo s popustom, pa ostanite, bom sam ostal in tako naprej. Ne. In potem, ko so odhajali najbližje, je Jezus rekel, ali hočete oditi tudi vi? Celo to. Tudi apostoli, pojdite. Pojdite. Tukaj pa je močno deloval Sveti Duh, ker je apostol Peter rekel besede, ki seveda veljajo tudi za nas. Gospod, k komu naj gremo, besede večnega življenja imaš in mi trdno verjamo in vemo, da si ti sveti Božji. Hvala ti, apostol Peter, za te besede. Ni to tvoja zasluga, da si jih izrekel, ampak je Božja zasluga. Zasluga Svetega Duha, da je po apostolu Petru spregovoril in da so ostali Gospodu zvesti. In te Petrove besede, izrečene v Svetom Duhu, so temelj, glejte, tega, da ostajamo ob Jezusu in izpričuje tudi to našo izkušnjo, ko jo mi imamo, ko smo pri sveti maši,
Morda se lahko drugi norčuje, kaj pa ti zdaj ljudje delajo tam, pa nekaj govorijo o Bogu, ki se dajo jeti in tako naprej. In vse to neke pravljice. Glejte, nam so se oči odprle. Imamo milost vere in mi prepoznavamo pod skromno podobo kruha in vina Gospoda Jezusa, starega Gospoda, ki se nam daje v skrivnosti svete daritve svojega telesa in svoje krvi. In to je točno tisto, kar je Jezus prav pri zadnji večerji, preden je postavil sveto Evharistijo, rekel: jaz sem trta, vi mladike. To pa vsi razumemo. Jaz sem trta, govori Jezus, vi ste mladike. Življenje mladik je iz trte. In ta pretok, ki se dogaja iz žlahtne trte, ki je Jezus, v nas mladike, je milost svete Evharistije. To je ta skrivnost. In to čudovito podobo, tudi Slomšek, Blaž Blaženi, gledajte, jo ohranja in opeva. Ta čudovita podoba Jezusa, ki je trta, in mi mladike, pove bistvo svete Evharistije. Mi ne moremo notranje živeti kot ljudje. Mi ne moremo obraditi sodu ljubezni brez Boga, če smo po Božji podobi ustvarjeni. Ne moremo notranje živeti in uresničevati svojega človeškega poklica, ki pa je bistveno darovanje ljubezni do Boga in bližnjega. Mi tega ne zmoremo brez Božje pomoči. Mislim, da smo v to prepričani. Če pa nismo, bomo čez minuto ali dve spoznali, da je res tako. Da sem nesposoben sami sebe ljubiti, kaj šele, ko mora ta ljubezen odpuščati, pa pozabljati, pa znova začeti ljubiti in tako naprej. To je nemogoče, tega človek ne zmore. To zmore samo Bog. In zato, gledajte, se nam Jezus daje v skrivnosti svete Evharistije. Jezus je to nepreklicno nam podaril, samega sebe v svoji skrivnosti, ni odstopil od tega, ker če bi Jezus odstopil od tega, potem je konec z nami. Jezus se nam je podaril, najprej napovedal v Kafarnaumu, da se nam bo dal jed in pijačo, in potem v dvorani zadnje večerje je celo rekel, ko je postavil sveto Evharistijo: to delajte v moj spomin. To delajte v moj spomin. Pomeni, jaz bom med vami, tako rekoč otipljivo navzoč, tako da me boste mogli okusiti tudi, ko me prejmete, če se boste zbrali ob tem, kar se sedaj dogaja. In tako je postavil zakrament svete Evharistije in seveda mašnike. Torej, to je ta čudovita skrivnost. Hvala ti, Gospod, da ostajaš zvest v svoji ljubezni. Hvala ti, Gospod, da podpiraš našo malovernost in nam daješ pravo notranjo luč, da te moremo spoznati pod skromno, ponižno podobo kruha in vina. Kako ponižen je naš Bog. Glejte, nam se je težko ponižati, pa če treba čisto malo, pa je naša veličina že tako prizadeta. Ne? Bog se z veseljem poniža. Jezus s tem, da je pokleknil, pa učencem noge umil pa svojo ljubezen, usmiljenje, glejte, je pokazal Božjo ponižnost in v čem je tudi človekova veličina, da znamo odložiti svoje umišljeno veličastvo in visokost, pa da ponižno izkazujemo drug drugemu ljubezen. Ne da se pa naš Gospod prekositi v tej ljubezni, ker tega mi nismo zmožni, da samega sebe dajemo v jed, da samega sebe dajemo v pijačo. Kakor je tudi res, in dobre matere bodo to potrdile in gotovo tudi očetje, biti mati, biti oče pomeni otrokom dajati si v jed in pijačo. Drži. Tako je. Torej, ta čudež medsebojnega podarjanja in služenja Gospod od nas pričakuje, vendar ne samo, da je rekel, ljubite se med seboj, kot sem vas jaz ljubil. Ampak tudi s tem, če je že dal to zapoved, nam daje tudi moč. Moč, da moramo uresničevati svojo človeškost s tem, da
ljubimo Boga tako, da se ponižno podarjamo drug drugemu medsebojnem služenju, ki včasih lahko zelo, zelo veliko stane. Zelo veliko stane. Vendar ta čudež medsebojnega podarjanja je mogoč v skrivnosti svete Evharistije. Zato je sveta Evharistija, sveta mašna daritev, zapoved ljubezni, da pridemo enkrat tedensko na dan Gospodovega vstajenja v cerkev in jo obhajamo in prejmemo svetorešne telo, pa tudi, kakor je treba in Gospod je na to pripravljen, če moramo tudi vsak dan. To je ta naš vsakdanji kruh. Nenehno potrebujemo Božjo transfuzijo iz Jezusovega srca v naša srca, da bi mogli živeti po zapovedi Jezusovega srca, ki je hkrati tudi zapoved vsakega pravega človeškega srca. Kakor je poudaril blaženi Janez Pavel II, da je človekovo samouresničenje to, da si res človek v tem, da živiš to Božjo ljubezen v podaritvi bližnjemu. V tem je človek. Kolikor ljubiš, kolikor se podarjaš v služeči, ponižni in nepreklicni ljubezni, toliko si človek in toliko postajaš človek. In tako se v moči svete Evharistije tudi vzpostavlja nova civilizacija ljubezni. Vemo, kam smo zašli, v kakšno kameno dobo ali ledeno dobo medsebojnih odnosov. To se bo spremenilo samo po ljudeh, ki bodo znali ljubiti. Evharistija je revolucija Božje ljubezni. In taka revolucija, ne krvave, ki zahteva človeške žrtve po mučenih in ubijanjih, ampak revolucija ljubezni, ki se podarja, ki odpušča, ki začenja znovo, ki ne odneha. Po tej ljubezni se spreminja družba in se spreminja človeštvo. In to je moč svete Evharistije. Neizmerna moč svete Evharistije je, če jo prejemamo z resnično vero, in to smo spet pri skrivnost vere. Torej, Jezus je trta, mi mladike. Zapojmo. Jezus, ti si vinska trta, polna milosti odprta, mi mladike tvoje smo, ki na tebi rastemo, ki na tebi rastemo, mi mladike tvoje smo, ki na tebi rastemo, ki na tebi rastemo. In še zadnje, kar bi poudarili ob tej neizmerni skrivnosti svete Evharistije. Kakor je sveta Evharistija najprej daritev za naše odrešenje, ponavzočanje ene daritve za vse čase. Od dvorane zadnje večerje in vsega dogajanja na Kalvariji in stajenju skozi vse čase. To je ena daritev, to je Božji čudež, da smo sočasni z apostoli v tem evharističnem dogajanju, da nismo za nič prikrajšani. To ni ponovna daritev. Kristus je enkrat sebe daroval in to je Božji čudež, Bogu mogoč, da je navzoč v skrivnosti svoje ljubezni, svoje daritve, v vseh časih enako močno. Enako močno. To je čudovita skrivnost. Vsakič, ko obhajamo sveto mašo, vstopamo v skrivnost zadnje večerje, skrivnost Jezusove daritve v trpljenju in zmage v stajenju. Vsakič je to. Skupaj z apostoli, z Marijo in z vsemi svetimi. Glejte, tako smo vsi navzoči. Tako prejemamo kruh življenja, da bi mogli živeti, uresničevati Božjo ljubezen.
Kakšni so učinki svete Evharistije? To, da me Jezus spreminja. Pusti se spremeniti, mi govori Jezus. Ti si me prejel. A razumeš to? Ja, Gospod, prejel sem te. V mojem srcu si. Pusti se spreminjati. Hočem tvoje srce spremeniti, upodobiti po mojem srcu. A se ne spomniš, da sem ti rekel, ljubite se med seboj, kot sem vas jaz ljubil? Zdaj, ko sem pri tebi, ko si me zaužil, te želim v srcu spreminjati. Dragi bratje in sestre, to je bistveno. Jezus ne mora doseči svojega namena, Božjega namena v sveti Evharistiji, če ne pustimo njemu, da nas v moči Božje ljubezni, ko ga prejmemo, tudi notranje spreminja. Učinek Evharistije naj se pokaže najprej v mojem srcu. Jezus krotki, saj me poznaš, kakšen sem. In srca ponižni, poznaš moj napuh in vse njegove oblike napuha. Upodobi moje srce po svojem srcu. To gre za to kultivacijo človekovega, razčlovečenega in podivjanega srca. Zato sem dejal, da po sveti Evharistiji nastopa nova civilizacija, ne sovraštva in zatiranja in potem grobosti in vojne, ampak civilizacija Božje ljubezni in Božjega usmiljenja. Vse se pa začenja v srcu, ne najprej okrog mene. Ko Jezusa prejmem, Jezus hoče mene spreminjati. Pa dovoli mi reče Jezus, reci da, reci amen k moji želji, da te spremenim, da upodobim tvoje srce po mojem srcu. To je ta pogovor, ki naj bi bil med svetim obhajilom. Glejte, Jezus, te kratke trenutke, ki smo zdaj le dani, prosim te, intenzivno delaj v meni, spreminjaj moje srce po svojem srcu. Ne morem biti dober človek, dober kristjan, ne morem, Gospod, če ti mene ne spremeniš. Spremeni me, Gospod, ti si delal tako velike čudeže, a nisi rekel, da boš vzel kamen iz naše notranjosti in dal novega duha, čuteče srce, stori to, Gospod Jezus, v moči svetega obhajila, ki sem ga prejel ali ga tudi vsak dan ali zelo pogosto prejemam. Jezus, spreminjaj me. Tako, kakor je sveti Avguštin dejal, navaja gotovo v nekem mističnem izkustvu Gospodove besede, Avguštin vedi, ne bom se jaz spremenil vate, ampak ti se boš spremenil vame. V tebe, ko ti mene zauživaš, boš ti spremenjen. Jezus me hoče, da tako rečem, asimilirati vase, sprejeti vase. Sveto obhajilo je obojestranski proces in dogajanje. Jezus se podarja meni, jaz pa se tudi podarjam Jezusu. In Jezus vzame moje srce in ga oblikuje po svojem srcu. To je ljubezen, medsebojna podaritev. In ta čudež hoče Jezus nenehno delati. To je potem Božja moč, iz katere se porajajo svetniki. Spet bi lahko naštevali kar vse po vrsti, vendar to ni rezervirano svetnikom, ampak je Božji načrt z slehernim izmed nas. O, da bi ne prejemali svetega obhajila brez tega, da se ne bi odprli Božji moči Božje ljubezni. Potem sem zaman in sem nevredno prejel sveto obhajilo, če ne pustim Jezusu, da moje srce oblikuje po svojem ponižnem, dobrotljivem, usmiljenem srcu. In še na koncu beseda o češčenju. Tu imamo, glejte, to lepo upodobitev slovenske evharistične naveze, ko je bilo pred leti evharistično leto, kar pa velja seveda ta skrivnost vse skozi, ko je Jezus šel skozi naravo in to ponazarja tudi vse procesije svetega rešnega telesa.
Jezus, stvarnik in naš odrešenik, gre skozi naravo, ker je gospodar vsega, ker svojo ljubeznijo napolnjuje vse vesolje, ves kozmos, kakor človekovo srce, tudi vse stvarstvo. Vse je povzeto v sveto Evharistijo, vsa narava, toliko lepot in dobrot, ki nam je Bog dal, vse je povzeto v Kristusovo daritev ljubezni, slavo Očetovo v svetem duhu. Sveta Evharistija je središče vesolja. Tu so slovenske gore, tu so polja, tu so gozdovi, tu so jezera, tu so reke, tu so vsi prebivalci te dežele in drugih dežel. Evharistija pomeni to, da Jezus Kristus vzame svoj daritev ljubezni, vse stvarstvo, zlasti pa človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi. In ta podoba monštrance, v kateri je Jezus navzoč skrivnosti Božje ponižnosti, skrivnosti Božje ljubezni, pomeni tudi vabilo k pogostemu češčenju Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Že doma, če sem evharistični človek, lahko Jezusa pozdravim, hvaljeno in češčeno vedno bo, presveto rešnje telo v vseh tabernaklih sveta. Tega čudeža sem zmožen, tega čudovitega češčenja in je veliko vredno, zlasti če darujem tu svoje trpljenje, osamelost, morda bolezen in počastim Jezusa v vseh tabernaklih hkrati in se navzoč pri vseh svetih mašah, če pač ne morem sicer iti. Pa potem lahko, ko grem mimo cerkve, pozdravim Jezusa. Glejte, to je kristjan, ki ne pozabi, da je Jezus med nami dan in noč v najsvetejšem zakramentu. Tudi če morda cerkev zaprta, ljubezen ne pozna nobenih zapahov ali ključavnic. Jezus, molim te, v domačem tabernaklju in povsod. Glejte, to smo kristjani, ne pa da gremo mimo, da nas bolj zanima neka trgovina, ne vem kaj, ne pa Božja navzočnost, Božje ljubezni, Jezusa, ki je z nami z veseljem vse dneve in noči. Slavimo Gospoda v naših cerkvah, tako rekoč od tabernaklja do tabernaklja. Bi morali romati in slaviti Gospoda in črpati ne le zase, ampak tudi za druge. To so izviri žive vode, izviri Božje ljubezni. In potem seveda, ko je češčenje v cerkvi. Še prej, kolikor pač je cerkev odprta, Bog daj, da bi bilo čim več cerkva odprtih. Bog daj pa, da bi bilo veliko vernikov, ki bi rekli, odprite vrata cerkve, bomo mi tu molili in ne bo se nič zgodilo, kaj ne, kraja raznih ekipov in drugih umetnin iz cerkve. Da bi bila goreča ljubezen v nas vseh, da bi radi Jezusa obiskali. Jezus si želi tega obiska. Pa ni treba, da je že odprt tabernakelj ali monštranca. Saj vem, da je Jezus tu, kako ljubo in lepo je biti pred Jezusom kar tako. Kakor je rekel tisti kmetarskemu župniku, ki ga vprašal, ja, stric, kaj pa delate takole, ko prijete mol cerkvu? Jaz gledam njega, on gleda mene. Tako. Jezus gleda mene, jaz gledam njega. To je vse. To je logika ljubezni in to je tudi molitev. Tega preprostega kmeta, to je naša molitev. Jezus je z ljubeznijo tu. Govorim še o zaprtem tabernaklju, ker ljubezen vidi vse. Ljubezen je blizu. Če imam Jezusa rad, bom tam pri njem, tako rekoč srcem, dan in noč. In zase in za druge. Ker ne morem nikdar dovolj dati, ogromno in nezmerno več prejmem, zase in za druge. Tu se dogaja pretok ljubezni iz Jezusovega srca v moje srce. Kaj šele potem, če govorimo o češčenju svetega rešnega telesa, ki je v župniji, bodi si slovesno na dan župnijskega žeganja, kot temu rečemo, župnijskega slavja, ali pa tudi sicer, kar je, hvala Bogu, tudi vse bolj pogosto po naši deželi. To so intenzivne minute, morda pol ure ali ure Božje ljubezni. Postanimo apostoli Evharistije. Brez Evharistije ne bomo preživeli. Jezus je rekel, z veseljem bodo zajemali iz odrešenikovih studencev.
Tu je Jezus, tu se dogaja vse. Ob češčenju prihajamo z posodami zase in za druge, da zajamemo in vsem prinašamo Božjo ljubezen. In vse ljudi izročamo objemu te Božje ljubezni. Torej, to je skrivnost svete Evharistije. Slovenija se ne bo spremenila brez češčenja svetega rešnega telesa. Se ne bo spremenila. Edino Božja ljubezen, ki je doma v Jezusovem srcu, ki med nami prebiva in za nas utripa v najsvetejšem zakramentu naših tabernaklih in se nam daruje v skrivnosti mašne daritve. Samo v tej ljubezni more biti spremenjeno človekovo srce, pa potem družinske skupnosti, naši medsebojni odnosi in naš narod. Samo Kristusova ljubezen rešuje. Povejte mi, kje je tovarna, ki bi proizvedla eno samo kapljico prave ljubezni. Povejte. In Jezus nam daje vso ljubezen po Božjem čudežu. Jezus je izvir te ljubezni, ki izhaja od Očeta po Svetem Duhu in se nam daje v Jezusu v sveti Evharistiji. To je nam nebeška mana, kruh življenja večnega. To je prava dušna hrana in zaklad zveličanja. Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvalo Jezusu, našemu zveličaju. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo. Presveto rešne telo. Zdaj in vekomaj. Amen. Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvalo Jezusu, našemu zveličaju. Lepo pozdravljeni.